učenje je novejša izobraževalna metoda in nekako je razdeljena v dva dela. Deli se v ta del, ki se dogaja že izven šole in v to aktivno delo v šolskem prostoru, in kombinacija obojega je tista, ki prinaša dobre rezultate. Nekako združuje izobraževanje v živo in nadaljavo. Zakaj pa obrnjeno? Zato, ker tisto, kar se tradicionalno dela v šoli, se pravi, navadno to razlaga, prenaša zdaj v prostor, ki je izven šole. In kot lahko preprosto rečemo, potrjevanje učne snovi, mogoče tudi domače naloge, pa se zdaj prenašajo v tako aktivno obliko dela, ki pa se izvaja v šoli, seveda ob sodelovanju učitelja, ki pa je njegova vloga tukaj povsem spremenjena. In ta metoda vsekakor podpira tudi učenje z tehnologijo. Vedno, ko pa rečemo tehnologijo, pomeni na smiselen način, v pravi meri, na pravi način in vedno ostaja dejstvo in vizija, ki jo moramo videti, da pouk ostaja usmerjen na učenca. Pa so razlike med tradicionalnim načinom in flip načinom in to iz različnih vidikov. Ena zadeva je za samo načrtovanje učne ure. Seveda pri tradicionalnem načinu gre za načrtovanje pri pouku. Pri flip načinu je to načrtovanje seveda zahtevnejše. Gre za najprej izbiro primerne teme, gre za uporabo tehnologije, ki ni vsakemu še čisto domača, pa vendar so tle veliko enostavnih možnosti, ki jih bomo lahko tudi danes si ogledali, in potem gre za pripravo samega posnetka in za načrtovanje aktivnosti pri pouku. Vsekakor priprava je zahtevnejša, pa vendar vsaka nova stvar, vsaka sprememba zahteva od nas nekaj. Vsi smo se naučili elektronskega bančništva, pa prvič verjetno ni bilo lahko, ko smo sami te zadeve delali. In vsaka novost zahteva spremembe, kasneje prinaša prednosti. In največja prednost je tukaj, ki jo jaz vidim, da so učenci bistveno bolj motivirani za tak način dela in tak način pouka. Sam učni proces, se pravi na tradicionalni način, učiteljeva razlaga učne snovi, kolikor se uspe, včasih so to tudi več časa, je pač spremljanje razlage, utrjevanje snovi in navodila za domačo nalogo. Pri flip učenju gre za posredovanje video razlage, pri pouku poudarek na praktičnem delu in je kombinacija učenja v živo in nadaljavo. Učenje nadaljavo pa je v trendu in je v porastu. Tukaj je še toliko boljša kombinacija, ker gre tudi za tisto učenje v živo za samo sodelovalno delo. Velika sprememba obrnjen učitelj. Obrnjen učitelj dobiva vlogo mentorja, usmerjevalca, pomaga učencem pri reševanju problemov. Je tam, ko ga potrebujejo. In to je ključna zadeva, da jih usmerja pri reševanju problemov in seveda tudi gre za to individualizacijo posameznika. Kaj pa učenec? Učenec sicer sedaj posluša razlago, sodeluje, sprašuje. Pri flip načinu ima samo še toliko več možnosti za to aktivno učenje, za razvijanje kompetenc vseživljenjskega učenja, predvsem pa za razvijanje kompetence učenja ter odgovornosti. In seveda z lastno aktivnosti, s svojimi izkušnjami, gradi svoje znanje. Flip način poučevanja prinaša tudi prednost za starše. Ta povezava, se pravi šola, starši, učenec, ta trikotnik je vedno pomemben in pomembnejšo vlogo še dobiva. In tukaj starši lahko spremljajo tudi, kaj se dogaja v šoli in kakšna gradiva dobivajo njihovi otroci. In seveda vodstvo. Brez vodstva, brez tega, da imamo podporo v vodstvu, so te spremembe zelo, zelo težke. Učitelji, ki se bojo upali to sprobavati in upam, da jih bo čim več, seveda morajo biti za to motivirani. Vsekakor gre tle za večji vložek, ampak rezultati so dobri. Tako da tudi vodstvo je tisto, ki dajo velik pomen uvajanju novosti v izobraževanje, v učenje in poučevanje. In vsekakor je pa to prednost tudi za samo ustanovo, saj s tem postaja prepoznavna v širšem okolju. To so nekako te ključni vidiki, da vidimo razliko. Vse to že delamo. Gre samo za rahle spremembe
za uvajanje tehnologije in za še bolj aktivno učenje.